dobi je bila prvotno radijska igra, ki je bila izvedena na Radio Ognjišče prejšnjega božiča, to se pravi že zdaj več v letu 2023. Zgodbo je napisala glasbena novinarka na Radio Ognjišče Maja Bobela, obogatena s pripovedmi, z nekaterimi dramskimi prizori. Te obogateni z dramskimi prizori boste prisluhnili nocoj. Želim vam res prijetno poslušanje, doživetno spremljanje večno nagovarjajoče božične skrivnosti. Poznate zgodbo s stopinjami v pesku? Ko je verni Romar gledal na svojo prehojeno življenjsko pot, je poleg svojih stopinj v pesku opazil tudi Jezusove. 2 para stopal, druga ob drugem. Na delu prehojene poti pa je bil v pesku odtisnjen le en par, ena leva in ena desna noga. Romar je prepoznal ta del poti kot najtežjo življenjsko preizkušnjo, zato je Jezusu potožil. Zakaj si me na najtežjem delu poti zapustil in nisi hodil z mano? Jezus pa mi je odvrnil. Na tem delu so le moje stopinje. Kot je bilo najtežje, sem nadvignil in nesel. V pesku puščamo sledi. Sledi pa zgodba, ki jih piše življenje. Zgodba o življenju, ki se je začelo v bornem hlevu, v jaslih, pred več kot 2000 leti in je zapisana v knjigi vseh knjig, bomo slišali nocoj. Bil sem tam. Povedal vam bom, kako se je zgodilo. Moje ime je Angel Gabriel. Nazareški pesek je v tistih časih nosil veliko stopinj. Na njem si v neobljudenih kotičkih mesta našel še tiste stopinje Joahima iz prejšnjega tedna, če jih ni odpihnil veter. Pa tudi stopinje potujočih trgovcev in odtisi kameljih kopit, ki so jih trgovci v karavanah vodili za sabo. Dober opazovalec je našel stopinje nožic, ki so komaj shodile, in tudi takih, ki so že živahno tekale naokoli. Pa tudi takšne stopinje, ki so zaradi starosti za seboj puščale nejasno sled. Med vsemi pa se je našlo tudi veliko Marijinih. Dekle je bilo pridno in prijazno, vajeno v pravilu v ognjišču ali na polju pri žetvi, kar pomeni, da so bili njeni prsti stari znanci zrnc peska. Nekega dne pa so se pred vrati Marijinega doma v pesku izrisali Jožefove stopinje. In tako malo prestrašen in z metuljčki v trebuhu je prišel Joahima in Ano vprašati za dovoljenje, če se lahko poroči z njuno hčerko. Bil je tesar na dobrem glasu in Marijo je imel zelo rad. Skupaj sta si želela ustvariti topel dom. Mirno so tekli dnevi in tedni, pa je prišla pomlad. Takrat sem se prvič srečal z Marijo. Lahko bi skromno rekel, da sem jaz zaslužen za prenos prekrasne novice, da bo rodila od rešenika, ampak nekako pri svojih rosnih letih in neporočena ni delila navdušenja z mano. Maria.
Na koncu je Marija rekla svoji zgodi se, a to je bil šele začetek. Povedal so mi tudi, da je njena sorodnica Elizabeta spočela in nosi otroka pod srcem že pol leta, kar ni mogla verjeti svojim ušesom, zato se je takoj naslednje jutro odpravila v mesto na Judovem. Ko je prišla, je pozdravila zbrane v Zaharijevi hiši. Pozdravljeni, Zaharija, pozdravljeni vsi v tej hiši, Elizabeta. Pozdravljena, Marija, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa. Ti ne veš, kako imam zatečene grešne, a kar meni po njih hrbet. Vse bo še v redu, a je res tako hudo? Glava me nekaj hoče boleti. Elizabeta, zato sem pa tukaj, da ti pomagam. Vse bo še v redu. Saj poznate, kaj ne? Nekaj let se že nista videli, toliko sta si imeli povedati. Marija je pomagala starejši Elizabeti, ona pa jo je tolažila in ji dajala moč, kako naj novico o svojem stanju pove zaročencu, ki je ostal doma. Ko je odšla od njega, je bila videti precej drugače. Zdaj pa mu bo morala pojasniti, kako se je to pripetilo. Povedati bi mu morala, da sem jo jaz obiskal. Ampak ali si predstavljate, kako je nekomu govoriti, da je videl ali slišal angela? No, kar omenite svojim doma, da ste me slišali, pa da vas vidim. Ampak kar se mora, se mora. Mariji ni preostalo drugega, kot da se po mesecih pri Elizabeti odpravi proti domu. Elizabeta, sedaj pa moram proti domu. Hvala ti za vse. Seveda, Marija, jaz sem tako pogrešala. Z Bogom, s videnjem. Marija je hodila sama s svojimi mislimi. Enkrat so ji prigovarjale, da bo vse v redu in da bo Jožef razumel in ji verjel na besedo. Drugič pa si je predstavljala najbolj črn scenarij, ki bi ga poškropile rdeče kaplje. Končno je na poti srečala starejšega moža, ki ji je prijazno ponudil sedež na vozu z opreženim oslom. Še sreča, da je šel mimo Nazareta, če ne bi Marija hodila še dan več. Mestni obok, skozi katerega so ljudje prihajali in odhajali, je naznanil konec vožnje in Marijin prihod domov. Ponavadi so se glave za njo obračale v pozdrav, topel pogled, vesel nasmeh, tokrat pa so oči govorile drugače. Neporočeno, za nekaj mesecev stran od zaročenca, vrne pa se s trebuhom. Le kaj je počela pri Elizabeti? Ali je sploh šla k njej? Zagotovo se je potikala naokoli. Takšne misli so se motile ljudem po glavi in Marija je to čutila. Čutila je njihove oči, ki so se pasle na njenem izbočenem trebuhu, na njenem hrbtu, ko je šla mimo, na nogah in rokah. Šla je mimo polja, na katerem je pomagal Jožef. Videl jo je oddaleč in ji tekel naproti, Marija pa se je umaknila v zavetje doma, kjer sta jo čakala starša. Ko sta jo videla, sta bila presrečna, a ob pogledu na novo življenje, ki je bilo pod Marijinim srcem, se je sploh očeta polotila strašanska jeza. Ni mogel doumeti, kako se je to lahko zgodilo njegovi hčerki, njegovi Mirjam, ki je bila do nedavnega še tako čista. Bolj je Marija očetu pregovarjala, da bo rodila Božjega sina, saj jo je obiskal angel, manj jo je poslušal in se besen odpravil upozoriti Jožefa. Nazadnje sta prihromela v hišo, kjer sta skrušeni sedeli Marija in njena mati. Namesto pozdrava so iz zlomljene Jožefove duše pridrle razpraskane besede. Kako si mogla, Marija? Vse ti dal. Zavete doma, toplino, svojo ljubezen, ti pa greš, zdraviš to. Jožef, prosim, poslušaj me, ni tako, kot si predstavljaš. Do mene je prišel angel. Kakšen angel, o čem govoriš? Da te ni sram zanikati. Ne laži mi obraz, povej mi resnico. To je vendar resnica. Jožef, prosim, nimam kaj dodati. Če je to res, potem pa se njima kaj več pogovarjati. Naj zakon stori s tabo, kar je treba. Joachim, rodim te, prosim, spravi tega fanta k pameti in naj vzame najino hčer za ženo. Pojdi do Jožefa, recimo dobro besedo o najini hčeri. Ta trenutek ne vidim boljše rešitve, kot ta, da jo odpeljem nekam daleč stran, da ji rešim življenje.
Tisto noč nihče ni trdno spal, tudi Jožef ne. Težile so ga izrečene besede. Ni mogel doumeti, zakaj je Marija omenjala angela. Nič mi ni jasno. Rada jo imam, vendar zdi se mi nedopustno, kar je storila. Zakaj bi ravno moja zaročenka postala mati odrešenika? Nič ne razumem. Jožef, ne boj se. Sprejmi Marijo za ženo. Ne dopusti, da bi ji kdorkoli skrivil sam las, kajti izrekla je svoj zgodi se in da se bo zares zgodil, potrebuje tvojo pomoč in podporo. Že jutri zgodaj, preden bo prepozno, pojdi do Joachimove hiše in povej, da jo vzameš za ženo. Vem, da si mož, ki je Bogu pokoren. Naredi to pogumno in spremljal vaju bo njegov blagoslov. Karkoli se bo zgodilo, samo zaupaj. Če je to Božja volja, potem naj bo. Tako se mu je mudilo povedati Mariji, da bo priznal otroka za svojega sina, da se je na poti ves čas spotikal. Ravno prav je prišel. Joachim in Marija sta se ravno odpravljala na pot, ko je zaklical. Čakaj tam, Marija, vzamem te za ženo. Tudi mene je v sanjah obiskal angel. Vse mi je jasno, vse mi je povedal. Prosim, Marija, postani moja žena. Jožef, veselje je napolnilo mojo dušo. Skupaj bova zmogla, korak za korakom, stopinjo za stopinjo, drugo v drugi. Bog vaju blagoslovi, Jožef in Marija. Rešil si čast Marije in naše hiše. Aleluja. Čas žetve je minil. Pravzaprav je bil davno mimo, ko je izšel ukaz cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet in z ukazi cesarja se ne gre šaliti. Tako sta se morala Jožef in visoko noseča Marija odpraviti v Betlehem, v Jožefovo rodno mesto. Ni jima preostalo nič drugega, kot da sta se čim prej odpravila na pot. Že drugo jutro sta vzela s seboj culo z nekaj kruha in čutero vode. To sta privezala na oslička, ki jima je delal družbo, in na trenutke lajšal pot Mariji, ko jo je nosil na hrbtu. Teden dni sta hodila. Spala sta bolj malo in še to na prostem, ob ognju, za katerega sta morala skrbeti, da njegovo prasketanje ni ugasnilo. Ko nista počivala, sta hodila. Družbo jim je delal pesek, ki ga je veter nosil naokoli, da se je prav zoprno zaletaval v oči. Pogled se jima je zbistril, ko sta utrujena zagledala Betlehem. O Betlehem, hvala Bogu, prišli smo še pred nočjo. Da si že lovila te. Ostali smo skupaj, to je najpomembnejše. To je najpomembnejše, ja. Komaj nas čakajo, pohitimo. Dober večer. Dober večer. Kar naprej, lepo dobrodošli. Ste dobro potovali? Sicer malo počasi, ampak je šlo. No, potem pa kar naprej, hitro, da se večerja ne ohladi. Kako diši? Pa pojdi, sestradance. Kako diši. Lep si, Betlehem. Betlehem, ti nisi najmanjši med Judovimi mesti. Kaj ni lepo? Daj
sem tako vesel, da lahko hodim celo noč. O, dober večer. Poglej, mama, naši gosti so prišli. Dober večer, pozdravljeni, pozdravljeni z vsega srca. Kar stopite naprej, postelje so že pripravljene in večerja tudi. Danes specialiteta, ovčja pečenka na moj način. Dekleta, pridite, skoraj smo že na cilju. Tukaj naprej še par metrov po Davidovi cesti, pa če samo na most in smo na cilju. Jaz ne morem več. Daj ti pomagam. Vsička sem že privezala zadaj. Jaz pa konja, lepo bodo poskrbeli zanj. Z denarjem se vse uredi. O, dober večer, kako sem vesel, da ste prišle. Tudi za vas so postelje že pripravljene, pa na mizi že diši. Kar za mano stopite. Povej, smo bili mi zadnji v karavani? Ne, dva še prihajata zadaj. Jaz sem videla en parček z osličkom. Ona se mi zdi noseča. Dobrodošli v Betlehemu. Poglejte, vse smo pripravile za vas, obilno večerjo, tople postelje, zjutraj pa, ko se dobro naspite, pa čudovit sprehod po našem lepem vrtu. Izvolite, kar naprej, kar naprej. Trume ljudi so se zgrinjale za mestno obzidje, ki jim je zagotavljalo varen in udoben počitek, enem izmed tankajšnjih prenočišč, svežo hrano in vodo. Ob pozni uri sta Jožef in Marija prišla za obzidje. Čutil se je mir. Ulice so bile prazne, le tu in tam kak romar, potepuški pes in Jožef ter Marija, ki trkata na vrata dobrih ljudi, da bi jim odprli. Dober večer. Dober večer. Pozdravljeni. Jožef in Marija sva iz Nazareta prihajala. Dolga pot je za nami. Ali imate kaj prostora za prenočišče? Prostora nimamo več. Prosim, samo malo. Tukaj ni prostora. Res. Pojdita drugam. Dober večer. Dober večer. Kdo sta? Ne poznam vaju. Jožef in Marija sva iz Nazareta prihajala. Ali imate kaj prostora za prenočišče? Tujcev že ne bo v naši hiši. Lepo prosim. Nimam prostora. Nasvidenje. Lep večer. Kaj bo vas sedaj? Poskusiva še tam, kjer je luč. V nebo so se dvigale mile Jožefove prošnje in tam nekje pri zvezah so tudi ostale. Niso se odbile nazaj do ljudi, da bi jih slišali. Skoraj obupana sta poskusila še enkrat. Pri gostilničarju. Jožef je potrkal enkrat. Nič. Dvakrat. Nič. Odprite, prosim. Moja žena bo vsak čas rodila. Lepo vas prosim, odprite. Ko je Jožef že povesil pogled in se skoraj obrnil proč, so vrata zaškripala. V reži, ki je nastala med njimi in pod bojem, se je prikazala gostilničarjeva žena. Tukaj ne morete prenočiti, vse do zadnjega kota je zasedeno. Lepo prosim, samo majhen kotiček, nič več ne potrebujeva. Mogoče vama ne bo všeč, ampak lahko prenočite v našem hlevu zunaj mesta. Ni velik, je pa v njem toplo. Neskončno hvala, zavedno sem vam hvaležna. Pridite, vama pokažem. Marija je zadnjimi močmi prišla do hleba, v katerem je bilo dovolj prostora za nekaj glavžij vine in jasni nasledniki. Pomislite, hlev. Ste ga kdaj videli hlev? Nič posebnega, kaj? In človek ne bi ravno rekel, da se bo prav v njem rodil novi kralj, pa se je. Na svet je v polnih jasnih jokalo dete, Božji sin, odrešenik sveta. Tako majhno, nebojeno, drobceno bitje nam je pokazalo, da pravi kralji ne vladajo v gradovih, ampak se približajo človeku v njegovi bedi. Tudi v štali odnosov,
povsod, kjer mislite, da se ostali sami. Niste. V takšnih primerih morate samo pomisliti, da se je on, zato da bi vam bil blizu tudi v hlebu. Pri nebesih smo bili tako veseli teh majcenih stopal, ki so poznaje puščala stopinje na vodi, tega drobnega življenja, ki je nato delalo dobra dela, pozdravljalo ljudi, učilo množice, da so angelski zbori na vzglas prepevali. Si morate misliti, kako je Marija presrečna, z vso materinsko ljubeznijo Jezusa privila k sebi v naročje. Njo pa je volil Jožef in tako je sveta družina preživela prvi skupne dni. No, seveda pa sem jaz še iste noči to novico ponesel ljudem. Nisem si mogel kaj, če sem bil pa tako vesel. In za prve, ki bi novorojenega kralja počastili, sem izbral pastirje. Skromne, ponižne, uboge pastirje na drugem koncu betlehemskega obzidja. Na mestnih poljanah, ki so se raztezale daleč tja, kamor okrog tisti noči ni videlo. Nekam svetlo je nocoj. Sploh ne morem zaspati. Nemogoče je, da tako močna svetloba prihaja od ognja. Tiste hipu pa, kot bi se narili v dan. Pastirje je obsijala močna svetloba, angelska. Iz nebes se je zaslišalo ubrano petje, moje petje.
noč rodilo, je naznanjala tudi najsvetlejša zvezda, ki jo lahko zazna naše oko. Prepoznamo jo po njenem otisu na nočnem nebu, repu. Po njem je dobila tudi ime, zvezda Repatica. Nekje na vzhodu pa je tisto noč v z dragimi kamni okrašeni sobani, v kateri so se police šibile pod težo zvitkov, dišalo po črnem čaju. Skrbno izbrane skodelice, iz katerih se je v valovih širil prijeten vonj, so krasile mizo, obloženo s sadjem in suhimi datli. S podstavka se je v nebo dvigalo kadilo, ki je prostor napolnilo z meglicami, med katerimi so se premikale 3 postave. Ena z zvitki v roki, druga pri teleskopu, tretja pa s pripomočkom podobnim današnjim šestilom. Ena postava je pisala, druga opazovala in tretja na pergament risala polkroge in kroge, da so nastajali sistemi, ki so ponazarili gibanje nebesnih teles. To so bili modreci z brado, oblečeni v sive halje z velikimi turbami na glavi in najpomembneje z ogromno znanja. Preračunavali so, razmišljali in si belili glavo o pogledanju nočnega neba. Saturna, pa Mlečna cesta je neka šla pribule. Čakaj, a vidiš ti Severnico? No, Severnica počela, mogla biti, sam se ne vidi, zato ker jo je, čakaj, tale je ena zvezda zasečla. Čakaj, pa povezala se je še z 2 drugima. Če tole ni znamenje, jaz nočem nič. Prijatelja, mi moramo na pot, gremo na pot. Kakšno pot? Zvezda mi pravi, da ji moramo slediti. Glejta, takšni pojavi se zgodijo le ob rojstvu velikih kraljev. Mislim, mogoče se bo to slišalo noro, ampak jaz ji bom sledil. Pa ne samo noro, neumno se sliši. Pa umrli bomo, sploh ne veš, kam moramo. Mi smo modreci, mi se zanašamo samo na zvitke, na teorijo, kakšna čustva. Tako je. Ti, jaz, mi smo učenjaki. Zanašamo se na razum in na izračune. Nič ne bosta izgubila, če bosta šla z menoj. Naj vaju prijazno opomnim, da smo zadnjič šli za tabo, Miha, in kako se je to končalo. Zato, ker si ti izračunal narobe koordinate azimuta, smo šli za 100 na tedensko potovanje. A sem ti jaz zato kaj očital? Jaz grem, zaradi mene lahko sta pa vidva tudi doma. Pa ne moj preznajo. Sej sem vedel, da ne morata brez mene. In je še istega večera odšel. Približno uro je potoval, ko sta na kamelah prijezdila za njim. Spet so bili skupaj in pot je bila prijetnejša. Tam stoji pa hlevček, lepi hlevček, milehin, je kralji, lepi zatikali, na kamelah jezdijo, na kamelah jezdijo. Ko se je začelo daniti, so ob svitu v daljavi zagledali Jeruzalem in na sredi obzidja mogočen grad, ki se je dvigal nad mestom. Zvezda se je ustavila točno nad njim. Vsaj tako so mislili. Polni upanja, da bodo našli novorojenega kralja, so se odpravili proti mestnim vratom. Na dvoru se je razvratni kralj Herod ravno odpravljal spat po nočni zabavi.
A ker so mu sporočili, da ga čakajo ugledni gostje, ki so seboj prinesli darila, se jih je, kljub vsemu, odločil sprejeti. Pozdravljeni, Pozdravljeni. kralja iščemo. In našli ste ga? Oprostite, mislili smo novorojenega kralja. Kako vendar novorojenega kralja? Katerega? Ja, zvezde so nam povedale, da se je tukaj rodil novi kralj. Mi smo prišli sam pač ga počastiti. A tako, počastiti novega kralja. Zanimivo. Herodu se je po glavi podilala ena misel, kako bo obdržal svoj prestol. Ker pa ni vedel, kje se je novi kralj rodil, je pred Kana nadaljeval. Jaz tega kralja ne poznam. Bi pa si zaželel, da ko ga vi najdete, vidite in mi povete, kje je, Seveda, da se mu še jaz na svoj način poklonim. Seveda, ja, srečno, srečno. Srečno, Modreci so zaznali, da njegovi nameni niso dobri, zato so se hitro poslovili in nadaljevali iskanje. Ob poznem večeru je repatica svetila že zelo močno in modri so slutili, da so blizu. Končno so si mislili, saj jih je dolga pot na kamelah utrudila. Ali mislite, da bomo kmalu na cilju? Ne vem, da sem utrujen in da kralja tudi v Jeruzalemu ni bilo. Betlehem, joj. Leta. Pred očmi so zagledali v bok razpadajoč hlev, nad katerim se je zvezda ustavila in sijala v vsej svoji polnosti. Mar je to mogoče? Kralj rojen v hlevu? Mislili so si svoje, a v zvezdo repatico niso dvomili. Stopili so v hlev in v njem našli sveto družino. Marijo, Jožefa in Jezusa. Preden so položili darove, kadilo, zlato in miro. Ko so pokleknili, so spoznali, da pred njimi kot nebogljen otrok leži sam Bog, odrešenik sveta. Kralj, čigar kraljestvo ni od tega sveta. Trije modri z vzhoda so vedeli, da Herod nima dobrih namenov, saj sem jih jaz v sanjah opozoril, zato so odšli domov po drugi poti, da bi se mu izognili. Z napolnjenimi srci so potovali čez puščavo, pesek pa je počasi zakrival njihove sledi. Oh
Spoštovani obiskovalci, spoštovani sodelujoči, en velik hvala. Poklonaj za vašo pripravljenost narediti nekaj dobrega sebi in drugim. V tem mrakotnem svetu prižigati luč upanja vsem ljudem. Na nocojšnjem večeru so sodelovali člani dramske skupine Lux Teatrum, Quattro Murus in obiskovalci mladinske veroučne skupine. Svoje glasove pa so združili člani Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Laško in Mešanega pevskega zbora Koral Laško. Oba zbora vodi Neža Vlaga. Čestitamo. Za spremljavo s klavirjem je poskrbel Žan. Res hvala. Hvala tudi Bojanu in Boži Herek, ki sta uprizoritev tudi posnela, da jo boste lahko pogledali tudi doma. Za vso pomoč. Tako so stopnine na vodi pustile sledi tudi v naših srcih. Želimo vam, vsi skupaj vam želimo bogato, srečno, sveto leto 2025. Hvala lepa.